Na aktualni razstavi so bili posebej izpostavljeni novomeški gimnazijci, ki so se z izdelavo in interpretacijo lepljenk poklonili velikanom novomeške pomladi. Recitirali smo lepljenke, ki so jih naredili dijaki na gimnaziji. Eno izmed njih sem naredila tudi jaz. Našo recitacijo pa sta popestrili dve plesalki iz Akademije v Ljubljani. Prav tako smo recitirali nekatere pesmi Antona Podbevška, Kosovela, Mirana Jarca in še nekaterih drugih. Mladi so skozi lepljenke drzno izrazili razočaranje nad družbo in poudarili, da jim ni vseeno, kaj se dogaja z našim svetom. Prepričani so, da je njegova edina gotova prihodnost razpad. Enotni so, da je potreben temeljite prenove. Svet razpada. Je umrl sinoči. Ne bi znal povedati. Potrpežljivost se že dolgo ne izplača. Opustite vsakršno upanje. Ta čas noče resnice. Opozorili so, da opažajo krivice in grozote, ki se dnevno dogajajo v domačem okolju in širše, ter nas opomnili, naj tudi sami odpremo oči in se upremo, saj imamo vedno pravico do lastnega mnenja. Samo upor prinese tako želene spremembe. Pomanjkanje prepletenosti in bratstva. Ranjeni branijo vrh. Opozorilo! Trumpu bodo očitno pustili, da uniči svet. Prekupčevalec z orožjem. Politični spopad. Veliko težav na istem kupu gnoja. Recitatorji so poslušalce seznanili s poezijo, ki so jo predstavniki novomeške pomladi napisali pred 100 leti. Njihova mnenja, želje in vzkliki se niso dosti razlikovali od teh, ki jih dandanes izpostavljajo mlade generacije. Prav zato so se interpreti lažje vživeli in razumeli, kakšno sporočilo so pesniki želeli predati ljudstvu. Jaz bi jih predvsem razumela kot nek odsev vsega tega, kar se danes dogaja, ker ti izrezki, iz katerih so te lepljenke nastale, so v bistvu izrezki iz aktualnih časopisov. In dejansko so nek kaotičen, malo morbiden odsev vsega, kar se zdaj dogaja in kako mi kot najstniki in mladina dojemamo to, kar starejši ljudje delajo z našim svetom. V lepljenkah so se avtorji dotaknili mnogih težkih in perečih tematik, od politične atmosfere doma in po svetu do podnebnih sprememb, težavnosti odraščanja ter neenakovrednega in nespoštovanega položaja žensk. Ničesar niso pustili pod površjem, temveč so se dotaknili tudi nekaterih tabu tem. Mučno je izpopolnjevanje v čudovito lepotico. Skrivnost je v ponosu in pogumu. Pogum je nov začetek. Mislim, da si bomo morale ženske izboriti še eno bitko. Srčnost je terapija, je zmaga. Kdo bo imel prednost? Predsednik ali pes? Nice! Država je okužena. Proračun bo zaznamoval zgodovino. Srčnost je terapija, je zmaga. Kdo bo imel prednost? Predsednik ali pes? Pes! Na odprtju razstave so ponosno nastopili nadebudni člani gledališke skupine Goga, ki aktivno deluje na gimnaziji Novo mesto. Skozi vse šolsko leto snujejo mnoge dogodke. Goga je kar ena prepoznavnejših gledaliških skupin v celem Novem mestu. In recimo letos smo še za lansko šolsko leto uvrstili v program predstavo Tujec, ki je tudi režirala naša dijakinja, zdaj že bivša dijakinja. Sicer pa zdaj recimo delamo tudi prireditve za mestno občino Novo mesto, tako da se tudi pripravljamo zdaj na eno izmed teh prireditev, ki bo tudi vezana na 100-letnico novomeške pomladi. Sicer pa je zdaj na gimnaziji še en projekt, in sicer interdisciplinarni tematski sklopi, v sklopu katerega v drugem letniku dijaki lahko izberno sodelujejo v tej skupini in tudi pripravljajo sami predstave, ki jih je potem tudi možnosti ogledati. Projekt je vodila vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Novo mesto Klavdija Kotar. Idejni vodja je bil pesnik in pisatelj Samo Dražumerič, ki je razstavil tudi del avtorskih lepljenk, somentor pa ilustrator Peter Škerl.
Eno izmed del Sama Dražumiriča je interpretiral kar njegov sin. Torej, lepljenko, ki je napisal moj oče, Samo Dražumirič, pravzaprav želel je, podobno kakor Kosovel, je hotel celo malo kritizirati tudi današnjo državo, narediti nek vpliv za, kako bi temu rekli, s tem, kar se ne strinja z današnjim svetom, torej kako bi pesnik res svoja čustva želel iz sebe na svoje delo izpraviti. Sem ponosen na to, da sem lahko prebral njegovo delo. Stik dveh življenj in naključje in tveganje. Zgodba, ki ne izgine. Nje ne pozabiš. Upor lahko ohrani občutek za svobodo. Čeprav je naš svet pogosto krut in strašljiv, nemalokrat preveč kritično obsojan in premalo občudovan, obstaja upanje. Na nas, mladih, svet stoji. Vse je na nas. Srce utripa v mladini. Eno življenje, ena priložnost. Vse je na nas. Srce utripa v mladini. Eno življenje, ena priložnost. Vse je na nas. Srce utripa v mladini. Eno življenje, ena priložnost. Slej ko prej bo prišel čas, ko bomo morali prevzeti odgovornost nase, stopiti skupaj, popraviti pretekle napake in se osredotočiti na svetlejšo prihodnost. Morda pa imamo res zgolj še eno priložnost.